Lahko res rečem, oktobra, ko sem se dejansko odločila, da grem posebej, je moj največji podpornik, torej moj tati je bil najbolj skeptičen glede tega in me je nekako na momente prizadelo in sem bila, ti bom dokazala, da je to dobra pot. In včeraj, ko je videl tekmo in je rekel, Anja, to je čisto nekaj drugega, pokazala si, da to zmoreš in samo tako naprej, kaj vse te še čaka. Ampak meni je važno, da sem dokazala sebi, da to zmorem in res nisem verjela, da bom sezono začela z drugim in prvim mestom. In če bo šlo tako naprej, res sem ful navdušena in kakšno pomoč sem imela iz vseh strani, še posebej pa, ko vidim, kako je trener navdušen, mi je še toliko bolj pri srcu. Ja, je bilo malo manj stresno kot včeraj, veliko bolj se stresiram za 500 metrov, vedno rečem, 500 metrov boli, to je tistih minuto 50 bolečine, tle pa je le 39 sekund, torej, ko začne boleti, si že v cilju. Torej, pred štartom me ni bilo toliko strah, vedela sem, da če odveslam dobro, bo medaljo tu. Vedela sem tudi, da hitro kaj lahko zafrkneš, pa ostaneš brez medalje, ampak se nisem sekirala. Štartala sem, sicer se nisem počutila med samo voznjo res odlično. Videla sem, da je moj čoven hitrejši od ostalih. Poskušala sem to obdržati do cilja in mi je ratalo, ampak da bom zmagala, res nisem pričakovala. Imela sem sigurno v mislih, že včeraj, gremo jutri še po eno medaljo, ampak ja, super, res. Dejansko ne, že med samim ko sem štartala, gledala sem samo cilj, ne bom se obremenjevala z drugimi sotekmovalkami. Nekako, ko sem prišla v cilj, sem pa videla, da je bila zraven mene in sem tudi jaz občutila, da je ona dobila medaljo. Torej sem res vesela, da so bile skupaj na stopničkah, ampak na tretji pa prvi, tako da je kot stari časi v dvojcu. Če vedno, ko pomislim, tisti strah pred 500 metrov bo še vedno prisoten, kljub temu, da vem, kaj lahko pričakujem od sebe. Tako da upam, da bom zvozila še en tak vikend, kot sem tukaj in da dokažem sama sebi, da to zmorem in da sem res na dobri poti za naprej.